Z nami sta zdaj politična komentatorja Antiša Korljan in Aljaž Pengov. Bitenc, dobro večer obema. Dobro večer. Gospod Pengov, kateri dogodek pa je po vašem mnenju najbolj zaznamoval, ne vem, politiko v iztekajočem se letu? Ja, od dogodkov, ki so recimo v politiko vrgli stečajev. Mislim, da gre absolutno za incident v Novem mestu in potem posledično za Šutarjev zakon, ki je tako vsaj začasno preobrnil razmerje v politiki, ko je premier Golob stekel v neko skrajno avtoritarno pozicijo, medtem ko je Janez Janša, ki ga ponavadi povezujemo z avtoritarnimi stališči, miril, češ, da so vsa pooblastila že na voljo. Mislim, da je to tisto, po čemer si bomo notranjo politično zapomnili letošnje leto. Se strinjate s tem? Se pa pri ocenjevanju minulega leta, iztekajočega se leta, ne bi omejil na dogodek. Jaz bi govoril kar o procesu. Jaz bi tukaj govoril pravzaprav o procesu, ki se mu reče naraščajoči populizem. Del tega seveda moramo sprejeti, mi smo tik pred volitvami in tako naprej, ampak v principu je pa populizem predvsem strani vladajoče koalicije in predvsem Gibanja Svoboda zelo velikimi koraki stopil v mainstream politiko tistega dela slovenske politike, ki doslej ni slovel po prevelikem populizmu. Tokrat mislim, da je bilo je omenjeno in Šutarjev zakon, ki je bil hitra in ne dovolj premišljena reakcija na tragični dogodek, do uvedbe vsiljene božičnice, do podaljšanja vinjet in tako naprej. Verjetno bi se še kaj najdlo, pa zdaj v spominu nimam. Vse to so znaki res velikega populizma, ki smo mu priča. Se strinjate s tem? Ja, gotovo. Po eni strani je treba vendarle vedeti, da je Gibanje Svoboda ima ta populistični moment že v imenu stranke, Gibanje. Tudi mandat, ki ga je dobilo, je bilo na nekem, rekel, zelo populističnem oponiranju takratni vladavini protoautoritarni Janeza Janše, si se spomnimo zaplinjene Ljubljane in temu protestnemu taktičnemu glasovanju za Goloba. Skratka, mislim, da je ta populizem, ki ga Antiš omenja, dejansko ugrajen v samo bistvo največje vladajoče stranke in da je zdaj pač prihaja do izraza ta del politike, ki ga v Gibanju Svoboda najbolj vlada. Ampak vsebinsko, kako je po vašem mnenju recimo premier Robert Golob odpeljal mandat? Menite, da je upravičil pričakovanje ljudi, glede na to, da je na volitvah dobil več kot 34% glasov, kar pomeni v seštevku ljudi, ko to številko vidiš, več kot 410 tisoč volivcev je podprlo njegovo Gibanje Svoboda, mislim, da je podaril vse rekorde. Jih je, podaril je vse rekorde in iz tega izhaja tudi rekordno visoka pričakovanja, ki pa so bila upravičena po mojem v premajhni meri. Mi moramo nekaj treba povedati. Vlada je štartala nekatere procese, projekte, reforme, ki jim sama pravi reforme, in mi ne moramo pričakovati, da bo ta stvar rešena od danes do jutri. Fer je, da damo čas in ta čas se bo iztekel, ko vlade v sedanji sestavi ne bo več. Takrat bomo lahko meritorno ocenjevali, ali je bil iztekajoči se mandat uspešen ali ne. Javnost, številke pravijo, da je zaupanje v vlado seveda manjše, kot je bilo v začetku. Končna preveritev pa bo seveda na volitvah. Kako vi ocenjujete, kako je Robert Golob do sedaj izpeljal mandat? Odvisno od kriterija. Če vzamemo zelo tak osnovni kriterij vlade, ki je zaključila svoj mandat, potem je to uspešna vlada. Ker mislim, da je to prva po vladi Janeza Janše 2004, se pravi prvi iteraciji Janeza Janše, ki bo zaključila mandat, ne da bi predčasno odstopila taktično kakorkoli od A do Ž naredila. Skratka, v tem primeru, v tem pogledu vlada uspešno. Je, tako kot je Antiša rekel, začela neke resne projekte, ki v bistvu v tej državi manjkajo že zadnjih 10, 20, 25 let, tudi gotovo. Ali je izpolnila pričakovanja volivcev? Mislim, da ne, ampak primarno zato, ker so tako različne skupine volivcev, tako različna pričakovanja imela od iste ekipe ljudi, da je bilo ta pričakovanja nemogoče izpolniti. Ali je teh volivcev dovolj, ki so še zadovoljni,
bomo pa videli čez 3 mesece. Še to bi morda dodal. Je pa Robertu Golobu uspelo, se mu je prebiti v prvo ligo slovenskih politikov, si upam trditi, ne? Se pravi, ne samo nominalno, zato ker je predsednik vlade in po logiki stvari sodi v prvo ligo. Mislim, da on v tem trenutku je v prvi ligi, kakorkoli ocenjujemo njegovo delo v politiki. Ali bo tam ostal, bomo videli verjetno kmalu po marcu, kako se bodo stvari odvile. Je pa res, da je on svoj, mandat je začel kot politični anonimus, politični naturščik, ne? Tudi na poti do sedanjega statusa je, če kar njega citiram, ko je to rekel za gospoda Milana Kučana, ustrelil nekaj kozlov, ne? Ampak zdaj se mi zdi, da se je nekje usidral noter in ga je treba resno imeti kot politika. Ampak kot rečeno, kako dolgega daha bo ta status, bomo pa videli. Povejte mi, kako ocenjujete dosedanje delovanje novih samostojnih akterjev na političnem prizorišču, ne? Če izpostavim samo 3, recimo Prebiliča, Logarja, Mihe Kordiša. Vlečejo prave poteze za preboj v parlament? Logar ne in Prebilič pravita, da gresta celo na zmago na volitvah. Vso srečo ima želimo. Ne? Se pridružuje. Kaže se, da je pomembno, kdo je prvi. Ne glede na to, da je Anže Logar že od predsedniških volitev leta 2022 govoril o začetku nečesa velikega, je bil vendarle tisti, ki je naredil potem ta prvi korak, se odcepil od Janeza Janše in mu ta primat nekako zdaj se mi zdi mu koristi, ne? Ker je imel prostor na voljo, medijski prostor je imel zase. Vladimir Prebilič, ne vem, če se bo Antiša strinjal, ampak jaz bi ga ocenil za razočaranje leta, ne? Nekako bi ga mogoče starejši gledalci pomnijo, kariero Bojana Križaja, našega volantnega veselja, ki je imel vedno dober prvi tek, potem pa, ko so stvari postale resne, je pa po Jahu vratca številka 13 na začetku drugega teka in odstopil. Saj imel pač pomembno kariero, je tudi pomemben v narodovi zavesti, ampak v resnici v primerjavi s Stenmarkom ni nikoli ničesar bolj pomembnega dosegel. In tukaj mislim, da lahko gledamo tudi Vladimirja Prebiliča, ker to, kar kažejo ankete zadnje čase, je več kot razočaranje. 3 meseci so sicer še veliko, ampak mislim, da je delo, ki bi ga moral on opraviti, že se pravi za njim in ga ni opravil in mu časa več kot zmanjkuje. Se lahko samo strinjam, ne? Tudi z referenco na smučanje. Kaj pa Miha Kordiš, recimo? Miha Kordiš je pa, kot sem sam tudi že večkrat povedal, on je medijsko strašno spreten, ne? On zna nastopati v medijih, on je zdajle, recimo temu prosti strelec, ne? On nima teh spon stranke, ki bi ga držala bodisi v vlado, bodisi v opozicijo, on lahko zdaj tudi sredstvi precejšnjega populizma strelja, kar želi. Ne? Kako ga bo javnost sprejela, bomo videli. Ne? Ampak zdaj, ne vem, ti boš morda vedel, mu raziskave kažejo vstop ali ne? Ne, mislim, da tam nekje tam okoli 3%. Je pa on to bi rekel, radikalnejše krilo levice. Ne? To je radikalnejši tost. Lahko on povzroči, ne vem, da ne bo ne levice, ne njega v parlamentu po naslednjih volitvah? Povsem mogoče. Povejte mi za konec, do volitev, ste že dejali, so 3 meseci. Kaj bo po vaše odločilo, ali bo vlado sestavljal Robert Golob ali Janez Janša, oziroma, če sem vas prav razumel, menita, da niti Logar, niti nima možnosti, da bi recimo, ne vem, prišel v pozicijo, da bi to on sestavljal? V resnici od teh novih samostojnih akterjev se mi zdi, da ima Logar še največ možnosti, da bi bil tisti, ki bi lahko soodločal o tem, v katero smer se bo jeziček prevesil. Mislim pa, da smo v ponovitvi scenarija volitev 2018 in da bo, če se izrazim medijsko, odločalo zadnjih 14 dni. Jaz bi samo upozoril, da ne glede na to, kakšen bo rezultat na volitvah, ne smemo podceniti politične spretnosti in kilometrine Janeza Janša. Zakaj ne? Zato, ker je Janez Janša v preteklosti že dokazal, ne? In če nadaljujem s smučarskimi primerjavami, on je tisti, ki skoraj da odstopi, ima slab vmesni čas, na koncu pa zmaga. Ne? On je zgubljal volitve in po volitvah sestavljal vlade. On je vlado sestavil, ko je Šarec odstopil in pozval na predčasne volitve, je Janša rekel,
ne ravno. Ne? In je sestavil vlado takrat za 2 leti. Ne? Tako da ta njegova spretnost je nekaj, česar absolutno ne smemo podcenjevati oziroma ignorirati. In strategi na levi sredini bi bili zelo nespametni, če bi to njegovo sposobnost prezrli. Se strinjate s tem? Absolutno. Najlepša hvala, da ste bili naša gosta. Hvala za vam. vabilo.